začetek sojenja mariborskim protestnikom. Hudodelska združba kradla tovornjake. Prva romska restauracija v Evropi. Mednarodni turnir v kegljanju v ultravijolični svetlobi. Dober večer. Na mariborskem okrajnem sodišču je pred sodnico stopila 10 protestnikov iz skupine, ki naj bi bila decembra lani na 3. mariborski vstaji policistom preprečila uradno dejanje. Skupina naj bi v policiste, ki so varovali protestni shod, metala granitne kocke, lesene palice in steklenice. Kljub njihovim pozivom se ni hotela raziti. Prvi obdolženi so v svojih zagovorih zanikali vpletenost v izgrede, kot tudi sodelovanje v skupini. Opisi obdolženih, kaj se je tiste noči dogajalo v mestu, so bili zelo identični. V primežu policije so se znašli potem, ko so šli čez glavni most. Ob tem povedo, ob aretaciji so bili deležni tudi udarcev policije. Ko so me vrgli na tla kot ne vem koga in potem čakaš par ur, da ti povejo, zakaj si sploh tam. Nekateri so bili tudi po več ur, 7-8 ur vklenjenih v vezice. Zagovornike so predvsem zanimale podrobnosti o premikih policistov in obdolženih. Je pa odvetnica sodnico opozorila na razlike uradnih zaznamkov policije in tistih, ki so jih obdolženi dobili po pošti. Glede na to, da so nekateri dobili plačilne naloge na kraju samem, kasneje so se pa stvari obrnile v smeri kaznivega dejanja in glede na to, da bomo zasliševali tudi policiste, mislim, da je pametno, da se to celovito razišče. Tudi helikopterski posnetek policije se ne ujema s časom dogajanja na terenu, kar so ugotovili po uri na zvoniku frančiškanske cerkve. Tudi glede na vsebino, ki je vidna na samem posnetku v nasprotju z ugotovitvami, ki so se dejansko beležile na kraju strani policistov in strani tudi obdolženih. Jaz pa mislim, da tu so drugi interesi. Mi smo pač žrtve tega. In žal teh par fantov se mi zdi, da bojo mi z njimi skupaj vsi to drago plačali. Po besedah tožilca bo postopek sojenja zelo dolg, saj bo v njem zaslišanih več kot 50 prič. Obravnave so tako že razpisane vse tja do 7. februarja. Mariborski kriminalisti so skupaj s kolegi iz Celja in Murske Sobote razkrili kriminalno združbo, ki jo sumijo velikih tatvin. Gre za peterico, ki se je specializirala za krajo tovornjakov znamke Mercedes. Od marca do decembra lani naj bi odtujili kar 15 tovornjakov vrednih dober -1 milijon evrov. 5 moških, starih od 23 do 49 let, je bilo izjemno dobro organiziranih. Med seboj so imeli razdeljene vloge, iskali pa so samo tovornjake izbrane znamke in letnika. Po vlomu v samo vozilo namestili tale prirejen motorni računalnik, ki smo ga pač tako imenovali v tem primeru, ki je posebej prirejen, in na tak način zagnali motor in vozilo po večini tudi z tovorom odtujili. Večinoma so kradli ob koncih tednah in na postajališčih po celotni Sloveniji. Kriminalisti pa so jih po večmesečnem spremljanju razkrili po obširnih hišnih preiskavah. Gre za povratnike z tega področja, med njimi pa sta tudi 43 in 41-letna osumljenca, ki sta bila obravnavana že za kazniva dejanja umora. Vse skozi je tako obstajala nevarnost oziroma verjetnost, da bodo ob storitvi kaznivih dejanj in ob samem prejetju uporabili tudi silo. V Sloveniji v zadnjih 5 letih sicer opažajo manj tatvin motornih vozil. Še najpogosteje pa so bila tarča starejša vozila nižjega in srednjega razreda, ki končajo kot rezervni deli. Luksuzna vozila pa ponavadi ukradejo po naročilu družb iz tujine. Prav tako skozi našo državo poteka mednarodna pot ukradenih vozil proti Balkanu in Bližnjemu vzhodu. Je bila največkrat izpostavljena Sirija in pa Irak, Iran, Afganistan, Pakistan. Tako da vse te države v bistvu gredo tako luksuzna vozila kot pa tovorna vozila skupaj z avtobusi. Po podatkih policije naj bi bil zaslužek zelo slab. Za tovornjak vreden dobrih 100 000 evrov naj bi iztržili le okoli 10 000 evrov ali manj. Za tovrstno kaznivo dejanje pa peterico čaka do 8 let zapora. Mariborska volilna komisija je na današnjem sestanku potrdila, da bo prvi krog volitev za novega župana Maribora 17. marca. Hkrati bodo ta dan izpeljali tudi volitve za 4 nadomestne svetnike, potem ko so se temu mestu odpovedali vsi kandidati SD-ja. Volilna opravila za nadomestne volitve se bodo v Mariboru začela 12. januarja. Županski kandidati pa bodo morali kandidature oddati do 20. februarja.
Mariborsko okrožno sodišče je ugodilo predlogu uprave bistriškega gradbenega podjetja Granit in začelo postopek prisilne poravnave. Uprava Granita je predlog sicer vložila tik pred novim letom. Upniki imajo čas za prijavo terjatev do 8. februarja. Poglejmo pa še drugo aktualno dogajanje. Borut Pahor za varuhinjo človekovih pravic predlaga Vlasto Nussdorfer, vrhovno državno tožilko in predsednico društva Beli obroč. Vodje poslanskih skupin je v pismu zaprosil, naj jo v prihodnjih dneh sprejmejo na predstavitev in ga obvestijo, ali predlog podpirajo. Za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča pa Pahor predlaga Jorga Kristjana Petroviča. Predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković ni prijavil za najmanj 2,4 milijona evrov premoženja. Predsedniku SDS-a Janezu Janši pa se je premoženje nepojasnjeno povečalo za 210 tisoč evrov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Pri Karlu Erjavcu, Ljudmili Novak, Borutu Pahorju, Gregorju Virantu in Radovanu Žerjavu neskladnosti med prijavljenim in dejanskim premoženjem ni bilo. Kljub ugotovitvam o imetju Janše in Jankovića komisija ne more zahtevati njune razrešitve. Predsedniki koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin se sestajajo pri predsedniku vlade in skušajo uskladiti stališča do reforme trga dela in predlogov za imenovanje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga. Sicer sta zakon o slabi banki in zakon o državnem holdingu že začela veljati. Slabe terjatve bank bosta po novem upravljala Družba za upravljanje terjatev bank in Sklad za stabilnost bank. Minister za delo Andrej Vizjak je že pred sestankom povedal, da bo predlagal, naj se pogajanja o reformi trga dela podaljšajo do konca meseca, tako da bi državni zbor zakon obravnaval v začetku februarja. Vodstvo Obrtne zbornice Slovenije bo približno 200 zaposlenim znižalo plače za od 20 do 40 odstotkov. Namestnik generalnega sekretarja zbornice Pavel Sedovnik bo ob odhodu v pokoj prejel 15 tisoč evrov bruto odpravnine. Nagradi, ki bi znašala 55 tisoč evrov, pa se je odpovedal. Vodstvo se želi dogovoriti tudi o znižanju 79 tisoč evrov odpravnine, ki bi jo že lani moral prejeti nekdanji generalni sekretar zbornice Dušan Krajnik. V središču Maribora se bo konec poletja odprla romska gostilna. Prvo restavracijo v Sloveniji in Evropi, ki bo ponujala romske specialitete in bodo v njej zaposleni Romi, sta si zamislila združenje Epeka in Mariborsko romsko društvo Romano Prelipe. Projekt, ki sta ga prijavila na razpis za spodbujanje socialnega podjetništva, je finančno podprlo Ministrstvo za delo. Pri romski restavraciji ostaja skrivnost le še lokacija. Zagotovo se bo nahajala v središču Maribora, svoje vrata pa naj bi odprla septembra. Prej nestrpno čakamo, da se gostilna odpira, da se lahko mi Romi tudi dokazujemo. Skuhalo se bo tradicionalno jedi, romske specialitete, ker imamo bogate specialitete. Romani Kafenava oziroma romska restauracija bo tudi odlična priložnost za zaposlitev Romov, ki sicer zaradi nizke izobrazbe ali predsodkov delodajalcev težko pridejo do službe. Za delo v kuhinji ali v strežbi pa je že zdaj veliko zanimanja. 15 se jih je že vključilo v prvo izobraževanje za kuharskega pomočnika in so tudi uspešno zaključili prve priprave. V projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, naj bi skupno izobrazili 20 Romov. Z odprtjem restauracije pa upajo na boljše vključevanje Romov v družbo. V Mariboru živi največ Romov v Sloveniji, 2000 v mestih, in zato se mi tudi zdi, recimo vsak od nas je po svoji rastu, smo rasli skupaj, tudi to nekaj najbolj normalnega. Tudi šolo smo skupaj hodili in se mi zdi tudi, da recimo krasno, da tudi to skupaj počenjamo. Ne dvomimo o tem, da ta projekt romske restauracije ne bo uspešen, ne samo v Mariboru, ampak da bo temu sledila tudi neka mreža tovrstnih restauracij po celi Sloveniji ali pa vsaj po tem severovzhodnem delu Slovenije. Mariborsko romsko društvo Romano Prelipe si želi, da bi predsodki do Romov postali preteklost in se nadejajo velikega obiska gostov. Prepričani so, da bodo ljudje nad njihovo kulinariko in kulturo, če si bodo le dali možnost, da jo spoznajo, navdušeni. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož v tem letu zaznamuje 120 let obstoja. Ob jubileju bodo čez leto pripravili več kot 40 prireditev in to kljub temu, da jih kot vse kulturne ustanove pri nas pesti skrb, kako delovati ob napovedanih 7% manj sredstev.
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož letno obišče preko 70.000 ljudi, od tega 25.000 tujcev. Pomodijo se zlasti na gradu v središču mesta ob Orfejevem spomeniku, v tamkajšnji knjižnici, Mitrejih, arhivu in v Ormožu. V tamkajšnji prenovljeni grajski pristavi se ponašajo z zbirko prazgodovinskega obdobja. Ta obisk dokazuje, da muzej ima, bom rekel, vrhunsko ponudbo. To si želijo popestriti predvsem z arheološko zbirko, ki je trenutno zaradi prenove dominikanskega samostana spravljena v arhivu. Morda bomo v jubilejnem letu celo vrnili lapidarij in mogoče začeli postavljati arheološko zbirko, kar bi bila največja pridobitev in nagrada. Postavili bi jo radi v dominikanskem samostanu, a tam je zaradi pomankanja sredstev nadaljevanje obnove pod velikim vprašajem. Se bojim, da naslednja faza se ne bo pričela in če ne bomo v tej smeri nekaj naredili, se pa resnično na kulturnem spomeniku lahko dela škoda. Zato predlagajo, da bi del arheološke zbirke in lapidarij premaknili v obnovljen del dominikanskega samostana. Začasno razstavišče bi uredili v nekdanjih stanovanjih, za kar ne bi potrebovali veliko sredstev, saj bi večino dela postorili sami. A dobre volje za odobritev teh načrtov pri pristojnih na lokalni in državni ravni očitno še ni. V likovnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor z razstavo ilustracij, ki so nekoč dopolnjevale knjižne izdaje založbe Obzorja, obujajo spomin na priznano mariborsko založbo. Delovala je od leta 1950 do 2003, ko se je njena zgodba zaradi denarnih težav žalostno končala. Razstavo je Univerzitetna knjižnica pripravila z mariborskimi študenti umetnostne zgodovine. Ti so se raziskovanja prav teh ilustracij lotili v seminarskih nalogah. V manjšem obsegu in za bistveno krajši ogledni čas, le za 2 dni, so razstavo v omenjeni knjižnici odprli že lanskega septembra za Noč raziskovalcev 2012. Razvoj knjižne ilustracije je bil zelo pomemben pri založbi Obzorja in tukaj so študenti pod vodstvom profesorice Ciglinečki pripravili izbor ilustracij, ki jih hrani Umetnostna galerija Maribor, torej knjižnih ilustracij v knjigah založbe Obzorji. Razstavljene knjižne ilustracije izhajajo večinoma iz 70. let prejšnjega stoletja. Med izbranimi ilustratorji pa velja omeniti Iveta Šubica, Nado Lukežič in Janeza Vidica. Ta je bil ne le ilustrator, ampak je v obdobju od 1956 do 1973 na založbi imel delovno mesto tehničnega direktorja. Umetnostna galerija hrani kar celoten fondus, se pravi ilustracij založbe Obzorja, torej originalnih ilustracij, ki so bile kasneje seveda potem v knjigah založbe Obzorja. Zbirko ilustracij Umetnostne galerije je Univerzitetna knjižnica dopolnila s predstavitvijo knjižnih enot založbe Obzorja iz lastnega fonda. Naša knjižnica v svojem fondu hrani vse izdaje založbe Obzorja, smo pa pred 2 letoma dobili še kompletni izvod, če tako rečem, vseh produkcij založbe Obzorja. Delček predstavljamo tudi tukaj na razstavi. Ob propadu založbe je njen zadnji urednik Andrej Brvar poskrbel, da sta svoje mesto v knjižnični rokopisni zbirki dobila korespondenca avtorjev založbo in gradivo, ki je ob izhajanju knjig nastajalo. Prav Univerzitetna knjižnica pa bo v prihodnjem tednu pripravila tudi okroglo mizo, na kateri se bodo dotaknili vpliva omenjene založbe na mariborsko kulturno sfero. V Rušah so pripravili večdnevni mednarodni turnir v kegljanju v ultravijolični svetlobi. Šlo je za 3. izvedbo tega nenavadnega tekmovanja, ki ga je dobil stari znanec ruškega keglišča. Uroš Stoklas, ki je bil pred 2 letoma drugi, lani pa je zmagal, se je izkazal tudi na 3. pohorskem bataljonu, saj je ognal vseh 150 kegljačev, kolikor se jih je v 7 tekmovalnih dneh trudilo doseči čim boljši rezultat. Nazadnje je v finalu ognal še svojega dolgoletnega prijatelja. Kosta Manjev je dober igralec, ki se že dolga leta igrava skupaj, pa tudi včeraj sva igrala na turnirju v Slovengradcu, tako da se dobro poznava in samo čakala smo, da en drugega, da bo eden pokazal recimo malo slabšo igro, da drug takrat skoči naprej. In na srečo sem bil to zdaj jaz. Tudi v ženski konkurenci sta se najvišje zavihteli stari znanki ruškega keglišča. Tako Verboletova kot Sajkova sta doslej po enkrat zmagali.
Ker pa so tokrat tekmovali v enotni konkurenci, da so bile enakovredne moškim, so ženskam dodali 20 kegljev, je Sajkova osvojila 3., Verboletova pa 5. mesto. Rezultat je sicer bil boljši v predtekmovanju, ampak tako kot pravim, no, danes nekako, ne vem, nisem se znašla moči ali v temi ali kakorkoli, ampak izteklo se je v redu, tako da. Sej ne moramo biti vedno najboljši, ne. Da bi organizatorji omogočili udeležbo čim več kegljačem iz drugih klubov, so svoje člane potisnili nekoliko v ozadje. Glede na to, da so bili časovno malo omejeni, ker je bilo vseeno samo 7 tekmovalnih dni, smo dali prednost, bom rekel, tujim tekmovalcem. Naši kegljači domačega kluba, kegljaškega kluba Ruše, so pa, bom rekel, na nek način krpali te luknje, ne. Vsak tovrsten turnir v Rušah potisne proti vrhu kakšnega izmed manj znanih kegljačev. Tokrat je to bil Milan Podgoršek, član Deveste, kluba, ki nastopa v območni ligi in ki je znan kot klub, ki je odličen v borbenih igrah. Z natančnim metanjem v finalnem nastopu je Podgoršek osvojil 2. mesto. Tik pred koncem oddaje se selimo še v Grčijo. Tam sneg in močan veter povzročata hude težave prebivalcem v srednjem in severnem delu države. Nekatere vasi so odrezane od sveta, šole so ponekod zaprte. Na cestah v Atenah so že ves dan večkilometrski zastoji. Poglejmo pa še drugam po svetu. Nova obdavčitev nepremičnin, ki jih je lani uvedla vlada Marija Montija, je v državni proračun prinesla več denarja, kot so sprva načrtovali. Namesto 21 milijard evrov se je v proračun nateklo 24 milijard evrov davka. S tem je vlada več kot nadomestila izpad davkov zaradi krize. V Novem Južnem Walesu, ki velja za najbolj naseljeno avstralsko zvezno državo, so gozdni požari zaradi visokih temperatur in močnega vetra ušli izpod nadzora. Ognjeni zublji grozijo številnim domovom, zaradi česar so evakuirali mnoge prebivalce. Razmere poslabšujejo visoke temperature do 45 stopinj Celzija. Zaradi požarne ogroženosti so na jugovzhodu države tudi prvič zaprli vse narodne parke. Razmere so pristojne oblasti označile za katastrofalne. V Las Vegasu se začenja mednarodni sejem zabavne elektronike, ki poteka v znamenju vse večjega povpraševanja po raznovrstnih mobilnih napravah. Že pred uradnim začetkom pa so proizvajalci predstavljali svoje najnovejše izdelke. Letošnji sejem bo potekal do petka in bo na rekordnih 170 tisoč kvadratnih metrih postregel s preko 3000 razstavljavci, ki bodo predstavljali vse od smučarskih očal z brezžično povezavo in omreženih napravic za spremljanje zdravja do avtomobilov ter seveda širokega nabora tablic, prenosnikov, mobilnikov in igralnih konzol. 5-kratni olimpijski prvak, podjetni ameriški plavalec Ryan Lochte, bo dobil lasten resničnostni šov z naslovom Kaj bi storil Ryan Lochte. V njem bodo prikazani Lochtejevi treningi na poti proti olimpijskim igram 2016 v Rio de Janeiro, a tudi del zabavnega življenja, v katerem Lochte išče svojo izbranko. Začetek predvajanja bo aprila, ko bo Lochte na trgu predstavil tudi lastno modno linijo. Pri nas pa bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na Štajerskem in v Prekmurju tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Temperature bodo zjutraj okoli 0 stopinj Celzija, čez dan od 3 do 8, na Primorskem do 10. V četrtek bo obrnjeno, na vzhodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na zahodu in jugu bo občasno rahlo deževalo. S tem našo informativno oddajo tudi končujemo. Prijeten preostanek prvega delovnega torka v novem letu želimo.